Hej, moje ime je Jan in danes si bomo skupaj v Excelu pogledali napredne besedilne funkcije left, right in pa mid. V prejšnjih videih smo uporabili funkcijo concatenate, da smo različne nize podatkov spravili skupaj v eno celico, zdaj bomo pa poskušali to eno celico razdeliti na več celic. Tukaj v tej majhni tabelici v celici A2 vidimo ime Janez Novak zapisano v eni celici. Zdaj, če bi imeli seznam takšnih imen in bi želeli recimo razvrstiti ta seznam po priimku ali pa recimo v Wordu uporabili spajanje dokumentov, bi nam tako zapisano ime in priimek povzročala velike probleme. Zato moramo vsebino te celice ločiti na dva različna dela. Najprej si bomo pogledali funkcijo left oziroma levo. Kaj funkcija left počne, je, da gre na levo stran te naše besede ali številke ali česarkoli in vzame toliko znakov iz leve proti desni, kot jih zapišemo. Če želimo torej izolirati samo ime Janez in bomo uporabili funkcijo left, potrebujemo 1, 2, 3, 4, 5 znakov. Postavimo se v celico B2, napišemo je enako in pa left, potrdimo s tabulatorjem in pa si odprimo pogovorno okno za pomoč pri vnašanju teh naših argumentov. Prvi argument, ki ga funkcija left zahteva, je, kje se sploh to naše besedilo nahaja v dokumentu. In preprosto bomo kliknili na celico A2. Drugi argument pa nas sprašuje, koliko znakov iz leve proti desni naj vzame. Prej smo prešteli, da bi naj bilo to 5 znakov. In tukaj spodaj pri znaku za je enako že vidimo predogled. Ko potrdimo z v redu, dobimo Janez. Funkcija right je zelo podobna funkciji left. Le da gre namesto iz leve z desne pobirati črke. Koliko znakov potrebujemo? 1, 2, 3, 4, 5. Pa v celico C2 napišemo right, tabulator, da potrdimo, in si odprimo spet pomagalno okno. Pojavno okno je čisto enako, besedilo spet označimo A2 in število znakov je spet slučajno seveda 5. V predogledu vidimo, da je vse super in pritisnemo v redu. Zdaj, razen razčlenjevanja imen in priimkov, te funkcije koristijo tudi pri drugih zadevah. V spodnji mini tabelci vidimo neke številke izdelka, ki pa ponavadi v realnem svetu nekaj pomenijo. Vidimo, da prvo mesto v tele ID številki izdelka pomeni, kje se ta izdelek nahaja. Torej, če spredaj A se nahaja v skladišču A in podobno. Potem naslednje 3 številke nam pokažejo polico, kjer se nahaja, in zadnje 3 zaboj, v katerem se nahaja. Takšne ID številke je zelo težko filtrirati in razvrščevati, zato si lahko pomagamo z left, mid in pa right funkcijo. Vrstica 8 je že rešena, tako da se postavimo v celico B9. Ker smo že napredni, bomo probali left funkcijo rešiti brez uporabe okna f od x. Spodaj imamo oblaček, ki nam bo pomagal. Prvi argument nas zanima, kje je besedilo, kliknemo nanj. V drugi argument se premaknemo s podpičjem, shift in pa vejica, in pa zanima nas, koliko znakov iz leve naj pripelje left funkcija. Ker v številki izdelka pomeni skladišče prvi znak, bomo napisali številko 1. Dajmo mid funkcijo zdaj še malo preskočiti in ponovimo še right funkcijo. In enako kot left bomo uporabili tudi funkcijo right. Spet označimo besedilo, podpičje in pa potrebujemo zadnje 3 številke. Funkcija mid je pa malenkost drugačna. Pa jo dajmo napisati, pa si bomo pogledali v pogovornem oknu, kako izgleda. F od x vidimo, da ima funkcija 3 argumente, ne 2. In sicer, prvi nas sprašuje spet, kje je besedilo, enako kot v prejšnji. Kliknemo na celico A9. Drugi argument pa nas sprašuje, kje se nahaja prvi znak. Zdaj, kaj dela funkcija mid, je, da nam da nek del besede, ki se nahaja na sredini, middle. Ker mi želimo izolirati ta del številke, bomo Excelu povedali, da se prvi znak nahaja na 1, 2, 3 mestu, številka 3, in koliko znakov naj pripelje nazaj od tega mesta dalje? 1, 2, 3. Napišemo spet številko 3. Potrdimo z v redu, za vajo pa lahko naredite še primer v vrstici 10. Malo bolj navzdol pa imamo eno modro tabelo, kjer bomo videli eno izmed omejitev teh funkcij. In sicer izločili bomo poštno številko in pa pošto. Zdaj, številka se nahaja na levi strani in obsega 1, 2, 3, 4 znake.
to bi moglo biti easy, je enako, seveda, left, vzami tole, podpičje in pa 4 znake. Če to samo zapolnjevanjem zapeljem vse navzdol, vidimo, da nam te številke da pravilno. Kaj pa za izločanje kraja? Zdaj, kraj se nahaja na desni strani, ne? Torej, po vsej logiki bi uporabil funkcijo right. Ampak koliko znakov pa naj nazaj right funkcija prinese? V prvem primeru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 znakov, torej celica A16, 7. Vendar, če to zdaj prenesem navzdol, ne bo pravilno. Namreč čisto vsak kraj ima različno število črk. Načeloma bi to lahko pobrisali in uporabili med funkcijo, vzeli celico A16, začeli šteti pri 1, 2, 3, 4, 5, 6 znaku in vzeli koliko znakov? Recimo 50. In če potegnemo navzdol, vidimo, da res morda dobimo pravilne rezultate, ampak zadeva je zelo neelegantna. Te kako pravilno rešimo to nalogo, je z uporabo funkcije len. In garantiram vam, kdor uporablja to funkcijo, definitivno ni len. Uporabo lena pa si bomo pogledali v naslednjem videu. Tako da se naročite na kanal, če se še niste, in ne pozabite spremljati mojo Facebook stran Office Tečaji za update o videih in behind the scenes fotke.